8. april v poznih popoldanskih urah je v organizaciji Splošne knjižnice Slovenske Konjice potekal v stilu simbolov. Na tokratni čajanki ni bilo slišati listanja po knjigi, pa so zbrani gledalci lahko kljub temu spoznavali globoke zgodbe, ki jih pripovedujejo sicer na videz pogosto zelo preprosti simboli in znamenja, če jim le znamo prisluhniti. Razkrivala se je zanimiva, ne ravno pogosto izpostavljena simbolika Žičke Kartuzije, spodnjega in zgornjega samostana. V letu 2015 mineva 850 let od prihoda Kartuzijanov v Žičko Kartuzijo in tudi na slovensko ozemlje na splošno. Ustanovljena je bila kot 19. Kartuzija po vrsti in prva zunaj matičnih dežel Francije in Italije, prva v Srednji Evropi in prva od 4 na Slovenskem. V času evropskega razkola, konec 14. in v začetku 15. stoletja, je bila evropski kulturni in politični epicenter na naših tleh, odkoder so združevali tedanjo politično in cerkveno razdeljeno Evropo. Tu je deloval tudi pesnik Filip, imenovan Žički, avtor znamenitega epa o Marijinem življenju, ki je bil v tedanjem času med najbolj branimi literarnimi teksti. V 14. stoletju se je samostan ponašal s knjižnico, ki je štela preko 2000 knjig in je tedaj veljala za eno največjih. Tukaj so skoraj 4 stoletja nastajali znameniti srednjeveški rokopisi. Kartuzijanom je dajalo poseben status tudi naravno zdravilstvo in lekarništvo ter vinogradništvo, ukvarjali pa so se tudi z mlinarstvom, opekarstvom, steklarstvom in podobnimi rokodelskimi deli, ki so omogočala preživetje v skupnosti. Redovno življenje v tej dolini je zamrlo, ko je Žičko Kartuzijo z dekretom leta 1782 ukinil cesar Jožef II. In tako je to območje bilo na milost in nemilost prepuščeno toku časa. Gostja večera simbolov je bila magistrica Aleksandra Boldin, zgodovinarka in srčna Konjičanka. Študirala je zgodovino in sociologijo na Pedagoški fakulteti v Mariboru, nedavno pa zaključila tudi podiplomski magistrski študij na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru na oddelku za sociologijo. Kot profesorica zgodovine in sociologije je zaposlena na Konjiški gimnaziji, kjer se ob poučevanju posveča mentorstvu mladim raziskovalcem zgodovine in sociologije. Objavlja številne strokovne članke in je avtorica naslednjih samostojnih monografij s področja zgodovine: Konjice z legendo skozi zgodovino do sodobnosti, dr. Mihael Napotnik, Laventinski škof, dr. Avguštin Stegenšek in Konjiška dekanija ter soavtorica monografije Adelma von Vaj, Skrivnostna baronica iz Konjic. Namen njenega predavanja je bil v besedi in sliki predstaviti simbole zgornjega in spodnjega samostana Žičke Kartuzije ob njeni 850. obletnici nastanka. No, in še seveda tale velika freska z križanjem iz konca 14. stoletja. Prav gotovo Konjičani tudi vemo, da je ta naša freska v mestni galeriji Rimer, nekoč je pa krasila vhod v Kartuzijo. Zdaj, ta simbol križanja, križanega v bistvu pač poznamo, izpostavila bi pa v bistvu tule svetega Krištofa in če dobro pozorno pogledate, vidite, da ima v naročju torej Jezusa. No, to je povezano z naslednjo simboliko in sicer legende v zvezi s tem svetnikom govorijo, da je seveda nekoč dobil nalogo, da nese nekega dečka preko reke in ta deček je bil zelo težak. Potem ga je sveti Krištof vprašal, zakaj si pa tako težek in seveda mu deček odgovori, zato ker nosim v roki težo sveta. Takrat se mu je tudi zadel, da je v bistvu to Jezus in Krištof pravzaprav pomeni tisti, ki nosi Jezusa. Verjetno prepoznate simbolični prizor legende o ustanovitvi Žičke Kartuzije. Pravzaprav so tule vsi ti elementi, ki smo jih že poudarjali oziroma jih poznate. Torej, prej sem si ravno iz tele oljne slike sposodila grb, zato da smo ga lahko razložili. Tule je seveda podrobneje razložena tudi legenda. Tule imamo svetega koga? Janeza Krstnika, seveda, ki se je prikazal Otakarju III. Traungavcu. Tule vemo, da po legendi je zaspal torej pod drevesom, ko je postal utrujen in takrat se mu prikaže sveti Janez Krstnik, da seveda mora pripeljati v deželo Kartuzijane, ker je sam Janez Krstnik tudi oblečen v belo huto.
tule se mogoče zdaj slabše vidi, je pa pravzaprav ta lov plemičev, ki sledijo beli košuti, kot je tule vidimo, ne. No, tule je tudi seveda ta zgornji samostan, tole, kar pa vidimo tu, so pa pravzaprav konice, ne. In po legendi vemo, da naj bi najprej začeli graditi samostan v Konicah, takrat bi se naj sveti Janez Krstnik zopet prikazal in zapovedal, da je potrebno pač zgraditi kartuzijo na mestu, kjer mu je pokazal. No, zakaj torej to je simbolika te zgodbe, zakaj izpostavljamo še tole sliko oljno? Namreč seveda original se nahaja v samostanu Kloster Neuburg, je iz prve polovice 18. stoletja. Konjičani pač vedno nekaj naredimo, da imamo potem te podobe tudi pri nas. Originala seveda žal nimamo, ampak je naš domači, zelo uveljavljeni umetnik, gospod Milan Lamovec, torej tudi naredil kopijo tega, mislim, da je to bilo leta 2007, in imamo zdaj to tudi v kartuziji, torej ko greste po stopnicah v te sobe, kjer je potem tudi razstavni del, jo lahko vidimo. Za vokalno spremljavo je poskrbela Teja Lamprecht. Simbole je gostja v danem kontekstu razkrivala kot nosilce globlje vsebine oziroma znake za mnoge kronograme, grafične simbole in znamenja za abstraktne pojme. Simboli so bili glede na zunanjo podobo povezani in predstavljeni v 5 skupinah. Grafični simboli, to so grafična znamenja, črke, kronogrami, fitomorfni simboli, rastline, zoomorfni simboli, živali, antropomorfni simboli, ljudje, na primer pastir je bil pastir krščanskih duš, ki bdi nad verniki kot pastir nad ovcami. In simbolični prizori, dejanje ali dogajanje z literarno podlago.